Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokratni oddaji bomo gostili, je naša gostja Sanja Rajh. Preden pa se posvetimo pogovoru, pa par besed o tem, kaj nam je že nekako uspelo pri tem 14. zasavskem humanitarnem teku. Kajti ta oddaja je povezana tudi s 14. zasavskim humanitarnim tekom, v zaveščanju o raku. 15. septembra ob svetovnem dnevu limfoma, eni od oblik krvnega raka, bomo v Trbovljah na Rudarju med 14. in 20. uro organizirali 14. zasavski humanitarni tek za onkološke bolnike. Humanitarni dogodek bomo soorganizirali skupaj z Društvom onkoloških bolnikov Slovenije, Skupine za samopomoč osebam z rakom Trbovlje in Društvom prijateljev mladine Trbovlje, kjer se zbirajo tudi vsa denarna sredstva. To vidite tudi na zaslonu. Do današnjega dne smo zbrali že blizu 1500 evrov. Denar so nakazali v fundaciji Svečka, Devesoftu, Etiju in stranki Zagorje gre naprej. V nekaterih zasavskih lokalih pa so nameščene škatle za prostovoljne prispevke. Lahko rečem hvala vsem, ki ste že darovali kakšen evro. Mi bomo skrbno vse prešteli in čisto vse, ves celotni izkupiček, kar se bo izbralo na osnovi donacij, pa v teh škatlah, nabirki, gre v celoti, torej 100% za namen, za omenjeno skupino, ki deluje na področju zasavskih 3 občin, Šmartno pri Litiji, Radeče, pa mislim, da tudi Laško. Sanja, zdaj so pa že midve na vrsti. Ti si tudi seveda članica, ja. In tudi ti si se srečala z rakom kar 2-krat, ampak prvič pa že v zelo zgodnih, lahko rečemo, najstniških letih, na pragu polnoletnosti. Ne? Ja, kako je bilo, kako se je vse skupaj začelo? Jaz bom diagnozo prvo povedala, visoko maligni nehodžkinov B limfom. Začel se je z bolečinami. Jaz nisem imela nobenih drugih problemov nikoli, sem imela pa grozne bolečine v medpljučju. En cajt smo odlašali, malo gor dol, pa so me pa nekako poslali v bolnico. Kako je bila ta bolečina? Bolečina je bila taka, kot da bi me nekako z nožem špikali noter v pljučke. S tem, da ni to bilo 24 ur na dan, tu so bili kot nekakšni napadi. In kaj si takrat pomislila? Nič, v bistvu nič. Da te kdo udaril? Mogoče? Ne, pa da se udariš, ali pa da padeš kam, ali pa kakorkoli, prehlajen, ne vem. Nič nismo nikoli. Nič, nikoli, nobena druga težava nisem imela. Tudi, da bi recimo hujšala, pa se kaj redila? Ne redila, ne hujšala, ne pravijo potenje, vse, nič, samo grozna bolečina. Komu si pa prvemu to zaupala? Ja, povedala sem doma. Mlajša sestra, starejša? Starejšo sestro imam, sicer sestra je že odselila se, je že šla, tako da smo bili samo ati, mami pa jaz doma. Povedala sem staršem prvo, seveda, da me boli, in pol me mami pelala, ne, k doktor Vahtarju, krasen zdravnik je bil. Dali so me tukaj v bolnico, bila sem tle na 2-3 dni sam, slikali so mi pljuča, na pljučih se je pokazala senčka, tako da res so prvo mislili, da je tuberkuloza in so me poslali na Golnik. Pa sem bila pa cel december na Golniku, pa bronhoskopija, pa tlele so rezali, pa vzorce vzeli, pa razne preiskave, no in gor so ugotovili, da je tumor, ker dosta velik je bil. Koliko časa je to trajalo, recimo od bolečine? Prvih pregledov tam na Golniku pa do ugotovitve, da je pa rak? Pol januarja sem šla jaz že na klinični center, so me poslali, no na kliničnem so spet delali neke preiskave, tudi so mi tle še eno vzorce vzeli, ampak so me pa pol poslali na onkološkega kar. In kako so pa to povedali? Kakšen je bil tisti zdravnik, recimo, ki je vedel diagnozo? Jaz nisem niti na Golniku, niti na kliničnem vedela, kaj mi je, sploh takrat je bila tudi sumila nisi? Rak je bil takrat tabu še? Tabu. Če imaš raka, boš umrl. To je bilo to. To nikoli ni bilo tudi
tega osveščanja, ko ga imamo zdaj in zato je to fajn, da se dogaja, ker takrat si bil nič ni svedel. No, pa, ko sem prišla pa na onkološkega, sem imela pa eno zelo, res krasno zdravnico, dr. Marjeta Vovk je bila. In ona, ki je prišla k meni v sobo mi povedati, ko sem prišla, ne, jaz sem tu mislila, se veš, najstnica, tu bom teden, dva v bolnici, ne, in to je to. In sem bila takole zraven postelja, sem stala, se prav spomnim, pride k meni, pa se predstavi, pove, prav, veš, imamo kar nekaj problemov. Pa prav mi skopa, koliko cajt bo pa to trajalo, ne, prvo je bil ta vprašanje. Ja, je rekla, ne, pol leta sigurno. Pa pol leta, sem se kar takole usedla na posteljo. Pol leta. Je rekla, pa še eno stvar, moram povedati, laski bojo šli dol. Kakla, zakaj, ne, mislim, niti nisem vedela, kaj sploh je. In jaz si tudi celo to zdravljenje bolezen, jaz si tudi nikoli nisem priznala, da imam raka. Vedela sem pol, ampak nekako sem nekaj ni. Gotovo, ni, jaz sem zdrava, jaz bom zdrava in to je to. In takrat ti je povedala, da je rak. No in pa se je začel. Kaj, mama, oče sta pa vedela, sestra recimo, že preden si ti vedela to? Ali so sumili ali so jim povedali? Ne, na Golniku so jim že povedali. Pa da imajo zelo... Niso tebi povedali? Ne. Pa si ti kaj videla pri njih, da so mogoče kaj drugačni? Pa veš, kako sebe starše skrbiti, kako nas skrbi za naše otroke, tako je, se pravi, oči mu je bil sploh tak čustven, vse je držal, nikoli pokazal in on se mi res zdi, da je trpel od notri. Mami je se zjokala, pa malo počas pogledaš, pa ko je. Pa Mamice ste mame, ne? Ja, ne. Sestra je pa tudi grozno trpela. Ona je pa že imela prvega sinčka, mojega nečaka, Kristjana. Tako da so celo velikrat prišli z morja, ker živi 400 km stran, in so se večkrat pripeljali, da so bili tukaj pri meni, pa da so me malo pocartali, pa take stvari. A drugač pa... No in tebi so potem povedali, ne? Je to pomenilo, da greš domov s to diagnozo ali da kar ostaneš v Ljubljani? Jaz sem kar ostala, jaz sem bila v Ljubljani stalno. In med kemoterapijam in med obsevanjem. Začela se pa je s kemoterapijo? Ja. Tako izmočno je kako? Ja. Niso me operirali, ker med pljučjo in je bila kost vmes, bi mogli sekati nekako kost, tako so razložili, ampak sem bila zelo mlada za to, ne. Tako da sem imela kemoterapije, 2 vrste kemoterapije, metotraksat, za te drugo ti ne znam povedati, ena je bila dolga, ena je bila kratka. In ta dolga je trajala 24 ur. Pri vsaki tej metotraksatu so mi likvor vzeli tudi. Likvor, kaj je to? Tekočina v hrbtenici, od možganov do dol se steka. In to je taka hecna bila, veš, to sem se kar na stol sedla, ne, tako z nogam okoli, pa polštra so mi dali, zdravnica je pa zadnji za mano sedela, ne. In to te je pikla v hrbet. Je to zabolelo? Pa ja. To je na živo, ne? Ja, ampak ni tako kot kostni mozek, no, tu se da pretrpeti. Pol sem mogla pa ležati na postelji 24 ur. Ampak s tem, da so mi posteljo dvignili, da sem jaz glavo takole dol imela, brez polštra. Naslednji dan so mi dali dol, pol prek večeru sem pa polšter dobila. Nisi se smel dvigniti. In jaz pri prvi kemoterapiji nisem to še tako resnje mala, se ne smeš dvigniti, se veš, si pameten mal, ne. In sem se samo sedla, ko sem dobila obisk. Pa sem imela pa glavobole, to je bilo grozno. To so bili tak glavoboli, da na 3 tedne sem sam takole bila, sam ležala. Konc. Nič pomagala? Nič. In to je glih zaradi te tekočine, ne, se mora stabilizirati, glih zaradi tega se ne smeš moraš ležati. Ja, tako. A so te kaj okregali? Ja, seveda malo so ampak... Ampak sej, to je bila huda šola, ne? Ja, to je me izučil takoj po prvi. Kakšen termin je pa bil to na 4? Vsak teden. Vsak teden. En teden dolga, en teden kratka. Kaj pomeni to? Dolga, ta je 24 ur? Ta je bila 24 ur, ja, 24 ur. Kratka? Kratka je bila pa pol ure, ampak je bila pa, močna po tej, so bile pa slabosti grozne, to je bilo... Tu je pa res bilo močno. In tu smo na koncu nekako poštudirali, da mi je bilo najbolj slabo od injekcije proti slabosti. Polk so mi nekako nahali to devati, je bilo vse dal zdržati. No. Ja. In
Tebi so takrat povedali, pač, da imaš tega raka, rekla si Visoko maligni nehodžkinov B limfom. In četrti stadij? Četrti stadij je bil, ja. 5 jih je, baje? Ne, mislim, da 4. 4, to je tisto že Tik pred težko zdajci. ozdravljivo, ne? Ja, težko ozdravljivo. Se pravi, zato sem tudi imela vsak teden kemoterapije. In to si imela sploh kaj apetita? Jaz apetit sem imela zelo velik. Jaz sem eno stvar jedla, sem že študirala, ko bo pa druga stvar, ko bo pa mami, ko mi boš doma. In moja mami je prinesla piškote. Domače? Ja, pa domače. Pa hamburger mi je zmer prinesla. Pa juhico domačo, tu je sem jedla skusno. In tudi tiste punce, ko so zraven mene ležale. Takrat je bila še Jugoslavija, Igor. In da ti povem, tu smo bili, 3 punce smo bile, vedno v eni sobi skupaj. Ena je bila iz Novega Sada, ena je bila iz Kosova, pa jaz. Emerša Ana, pa jaz. In kakorkoli je hudo bilo, enostavno se spomniš tistih, ne vem, lepih trenutkov, no, ko smo se nasmejali, ko smo, ne vem, risale, ko smo mačke risale in tu smo imeli vse tiste reakcije po terapiji in jaz lepo mačko narišem in gledam Ano, kakaj je pa ta tvoja, ne, in je tako bila. Pa je moja pa perzijska, ne, in se ne smejiš mal, ne, tudi tako je bilo, nekako si mogel pozitivno biti. Kako ste pa komunicirali? Hrvaško. Ti si znala? Jaz sem znala, moje 2 sta Hrvata, tako da je šlo, no. Ana je tako, Emerša pa smo si pa bolj kazali, ampak je bilo, tudi zdravniki, sestre, strežnice. So imele one ravno tako te zvrsti raka? Emerša je imela levkemijo, Ana se pa ne spomnim, kje je imela. Ja, tako da za Emerša tudi ne vem, a je še... A ste ohranili stik potem še? Pol smo se porazgubili. Vse, sploh pa še kje bi se razpadli. In zdaj, ti si bila non-stop, a ste te kaj spustili domov? Vikende sem hodila domov, pa kadar sem zelo fehtala, lahko tale zdravil doma pojem, ne, pa se bom spila, ne. Pa so me nekako spustili. Ne. In to pa si, ne? Ja, nisi zlivala stran, ne, to pa nisem upala, in, to ni bilo. Je bila samo kemoterapija? Je bilo potrebno še kaj drugega? Imela sem 24 kemoterapij, pa 30 obsevanj. Obsevanje potem, kasneje? Ali... Po kemoterapiji, ja. Zakaj pa? Največ, ja, kombinacija je bila to, ne. Najbolj zdravljenje so rekli takrat, da je kombinacija, se to še danes verjetno pravijo, operacija, kemo in obsevanje, ne. Ampak ker operacije ni bilo, sem pač malo več kemoterapije imela. Operacija pa zaradi te kosti, ja, ker bi mi mogli preveč, ja. Obsevanje pa je tudi boleče bilo? Ne, sploh nikoli ni bilo. Imela sem pa obsevan v bistvu pljuča, ko sem imela med pljučje in pa glavo sem imela obsevano zaradi tega likvorja, ne, ko so mi tukaj punkcijo. Se pa po sevanju ne čuti, jaz vem za nekatere, ki so imeli na tem požirani grlu, da me je nekako zatrdelo, da so tako težko slino požirali. Pri tebi se to ni, da bi težko dihala? Ne, nikoli. Čist lahko je šlo test. Zdaj, lasje so ti verjetno šli, zdaj vidimo nekaj fotografij, ne, s prijateljicami, ki so te obiskovale. To boš potem malce več povedala. Lasje so ti šli pa dol v bolnici, ne? Ja, 3-krat so mi šli. 2-krat od kemoterapije. Kako pa je tako ta prvič, ko imaš šop las? Prvič je krno, hudo, takrat bilo. Danes je to... Za 11 verjetno? Ja, zelo. Zelo hudo je bilo takrat, ta prvič, ker sem res imela kar take šopke las po glavu. Palček smuk so me klicali v bolnici. Zakaj? Ja, ker sem taka bila. Frfrasta, pa tistih par las, ko je skakal okrog. No, te drugič pa tretjič so bili pa mejhen, kratki še v bistvu. Pa si nekako že navajanja. Sicer sem vmes mojo zdravnico vprašala, ker sem videla po sobih, da so imeli pacienti takrat ledene kape na glavi. Te ledene kape so takrat dali na glavo, da ne bi lasje izpadli, ne. In jaz sem rekla, zakaj pa jaz ne bi, ne, imela tudi, pa ne bi. Ne, rekla, to škoda, ker bi trpela, pa premočne terapije so bile. Premočne terapije. Ja. Toliko zdravila, na drug način pa tudi strupa, da ampak brez njega te ne bi bilo, ne? Ne bi bilo mene, ne bi bilo mojih otrok. Tako da sem hvaležna, kakorkoli je bilo. To je trajalo?
8 mesecev. Prišla si pa po koliko mesecih za stalno domov, recimo? Ja, po 8 mesecev, 8 mesecev, ja. Ko je bilo konc in jaz sem takole bila konec, ja. Sicer jaz nisem vedela, da bo tu še 40 let kontrole, ne? Ja. Je konc, ja. Mami, bežmo hit ven. To so bila besede, da smo šle v pivnico Trbovlje, hit na pico, se posladkat malo, kaj sem bila vesela. Super. Res je bila. Dejala si, mama te je več obiskovala, sestra kolikor je lahko z družino, Ja, oče pa nekako ni zdržal, očeta ni več. Ne, mojega očeta ni več, on je... Moški smo malce šibkejši izgleda, ne? Ma ja, šibkejši, on je zelo čustven človek bil, res, in on je delal po 24 ur, če bi bilo, kakorkoli sam, da je mami imela za navlak. No, se to. Ja. Delal je zato, ker sicer te mami ne bi mogla obiskati tolikokrat kot te je, ker ne bi bilo denarja. Res je, res je. A je bilo tako, se mi da je še zdaj tudi, ne? Ja, težko je, seveda je. Ni toliko pocen, računi so bili, stroški so bili, kakorkoli, pa zmer mi je prinesla kaj za jesti. Tu se je kar nabrali, paradajz rečemo. Takrat je, mislim, da prvič tisto leto, da je bil pozim paradajz, ne. In meni ga je mami take 4 mehne prinesla. In jaz gledam, nožek smela, pa sol, še danes ga imam tako rada. Pa gledam, 2 bom zdaj pojedla, 2 bom pa pol jutr. Ja, pa ja. To je šlo 10 minut, pa smo že rezali sam, da se je hit pojedla. Ampak to je bilo drago, ne. Ja. To ni bilo majgnarja, ne. In vsak dan je hodila, bom tako povedala. Na začetku je hodila, rečemo, 2-krat, 3-krat na teden. Pol je pa enkrat naletela, ko sem glih kemoterapijo dobivala. In je videla, res sem bila, to v švohnine, seveda si švoh čist. Si bila rožica, ne? Ja, in mi je zdravnica, je mamica rekla, usete se tlele zraven, pa jo sam serite po žilih, ne, ker žilje ti tako požgane. Ja, in od takrat je bila pa res, lahko rečem, skoraj vsak dan. Ja. Je ti to veliko pomenilo? Ja, seveda je, to ti pomeni. Je bilo težko, ko je šla? Ja, težko, zelo težko. Ne? Torej, non-stop 8 mesecev poslavljanja, ne? Ja, pa poslavljena, pa tudi prijatelji. Ja, zdaj rekla si, ena prijateljica, ne, iz kje je prihajala po šoli, kako? Ja, imela sem 2 prijateljice, ko smo skupaj gor rasle, Mojca pa Simona. Mojca je imela prakso takrat na pošti in ona je prišla tudi, lahko rečem 2-krat, 3-krat na teden siguren, minimalno. In ki je hotela je domov Mojca, da prosim počak še malo, da je peče in vlak pozneje peče. In ona je bila vedno, mislim, ni da ni. In kaj ste takrat klepetali? Pa klepetali, kadar je sama prišla. Ne? Večkrat so pa prišli, cela partija, bom rekla, pa Simona, pa Mojca, pa Robi, pa Luka, pa Denis, pa ogromno jih je bilo. A to Trboveljčanov? Ja, tu so gor moj konc bili. In tu, ko so prišli, so točno vedeli, prinesli so narezano milansko salamo, kruh, pa kumrce. In jaz sem imela pa tako veliko škatlo piškotov domačih. In to smo zmeri šli gor v dnevno sobo, cela dnevna soba je bila naša. In tu je tisto salamo, kruh, pa kumare, ne, oni pa piškote. To res, jaz sem tem ljudem tukaj hvaležna, takrat res spoznaš. Sicer veliko imam prijateljev, ampak bom rekla, še kar so te prijatelji, ko so bili takrat. Isti. Jaz rečemo, ker sem takrat zadnjič sem šla kao malo ven iz svoje mlasam, ne, in so prišle pa 3 sošolke iz gostinske šole, Hmen, Mateja, Ani pa Simona. So prišle Hmen, da so me uredile, da so me oblekle, namazale, frizuro še nekako zrihtali, ne, ker je že padalo vse, lahko sem imela tukaj, to se tudi premikati ne dal, ne. Rečemo, take stvari ti ostanejo v spominu, ne. To so tukaj mehne stvari, ko pomenijo ogromno. Hvaležen si do konca življenja takem ljudem. To jih je res, mislim. Ma ne nucaš gnar, ne nucaš nič. Tu so nasmeh Natalija, Ivanka, tu so, mislim, ogromno jih je bilo, res ogromno. Alhmen domov, Vesna, Nataša, Milojka, to so bile pa še z osnovne šole, pa smo še danes, lahko rečem. To je bilo, to so pa domov. To ne pozabiš, ne? Nikoli ne pozabiš. In seveda ti si takrat
špricala, ne, upravičena Ja, tudi, cel šolo. let. Ti si takrat hodila v Gostinsko Zagorje. Potem si pa Prepisala prepisala v Trbole v Trgovsko. Ja. in si imela srečo razumevajočo šefico, ne, učiteljico ali pa Ravnateljico Lipičnikovo. ki je šla tudi sama Ja, skozi sama je imela tudi. in je razumela Ja, in je ja. tebe urinila, ne, v razred. Dobesedno urinila. Mislim, da nas je bilo ali 35 ali 36 v Zdaj bi bila razredu. stavka že, ne. Ja, zdaj bi bila že kriza, ampak res mislim, ni da ni. In tudi si v razredu so potem me to sprejeli. šolanje dokončala. In Ja. na rak pozabila, čeprav si imela, ne vem, najprej na 3 mesece, potem na pol leta, Ja, kako? na 14 dni sem na začetku imela. Ja. Pa tudi punkcije tega likvorja sem še imela dolgo. Pa je bilo to, ne vem, vedno vprašam, pa bom tudi tebe. Jaz vem, da pri vsaki krvni preiskavi, pa sem zdrav recimo, ne, pa nekako tisto pričakovanje, je vse v redu, ni. Ja. Kako je to pri tebi? Ja, na začetku je bilo sploh panika, ne. Takrat so rekli, 5 let, če bo v redu, pol se ne bo ponovil, ne. In to si čakal tistih 5 let, ne. Po vsakem tistem obisku, imeli smo še tiste črne kartice, tak črno-bele, ko so napisali datum pregleda, ne. In ti sam, ko si pogledal, si že videl. Ampak pravim, danes, hvala Bogu, da je to bilo, no. Da Je bilo pa vedno v redu. Vedno. Torej, Vmes, rak se ni pojavil. Tisti se nikoli Čeprav ni več. takrat, ko se s temi terapijami zaključila, so ti pa nekako povedali, glede na to, da si postala že ženska, ne, da bo treba malce počakati, ne, z družino. Ja, Te je bilo ja, kdaj to ja. strah, da pa ti noš smela imeti otrok? Veš kako, niti da ne bom smela imeti, se tudi tukaj Mislim, smela. verjetno imela ne bi, ne, ampak je pa res, da pa poli, ko prideš enkrat na tu, pa fajn študiraš, So če ti bo pa vse v redu. povedali, ne, da je fajn počakati? Ja, koliko? 10 let so rekli, da naj ne bi Torej do imela sploh. 27. leta. Ja. Tako da In je si se bilo tega kar- držala, ne? Ja, nekako nismo sploh planirali, pa Pa je pa bil čas. pa je bil, pa se je naš maj prijel in to je to, evo. In tudi potem še drugi, in oba sta zdrava. Ne? Zelo. To je In to tisto, jaz, verjetno je bilo tudi to malo skrbi, ne? Ogromno Se mati skrbi. sprašuje, Ja, če je kje ostalo ja. v tebi. Ne? In jaz in moj ginekolog, doktor Mlinarič, moram povedati, on se je tako zavzel. On je bil, ko sem jaz njemu povedala, ko se sem dala čez. Aleksandra mi je drugačno, original, ampak Se mi da, da se dogovorila, da bo napisano Sanja, ker te potem poznajo, da je pa Aleksandra. Ne? Tako, ja, in on je rekel, Aleksandra, takoj na onkološkega ne vse pregledajo. Sam ne bom šla, če sem bila komi, ne. On se je res toliko Kako zavzel. si zanosila? Ja, ko sem povedala, ko sem imela, ne. Tukaj se je zavzel in potem, ko sem jaz rodila, ki je prišel do mene, je rekel, Aleksandra, ko bi vi vedeli, koliko sem si jaz vdahnil, da je z otrokom vse v redu. In res, mislim, šele takrat mogoče pa sploh potuhtaš, pa Bog si ga vedi, ko bi lahko bilo, ne. Kako agresivna Kako, zdravila ja, so, res. da tebe ohranijo Res, pa res. ozdravijo, Ja, res. da živiš, ne? Da živiš, ja, Brez njih res pa je. pač Ne bi, gre ne. in Ja. hvala Bogu, da so, dokler so, jaz pravim, še danes živimo in to je to. Medicina gre pa tako naprej in Zelo hitro in hvala verjetno Bogu, se ja. spreminja to, Ja, da so ja, bolj ja. tarčne, mogoče zdaj Tako, zdravila. Ne? tako. So ti pa še nekaj povedali, ne? To sem jaz zdaj prvič slišal tudi od tebe, prej si mi omenila, da po obsevanju, ker je meni bilo presenetljivo, da pa se lahko, da lahko povzroči, ne vem, 20 let kasneje, Ja, kakšno drugo vrsto raka. Bi Kar je prej obsevanje. dejal kemoterapija, ne? Ja, zato pa jaz se pravim, kot sem ti rekel včasih na Facebooku, zaslediš, ne, kemoterapijo, bijak, mislim, neumšna, če si bolan, boš sprejel vse, boš verjel v Boga, vse boš naredil sam, da boš zdrav. Nikoli mi pa tudi, meni res je pustila kemoterapija, ne vem, na zobarja, če imam je prste, nohte, reakcije razne, po ustih sem imela stomatitis, skus, ampak to je bilo bolj med zdravljenjem. Ne? Takrat, ko sem se zdravila, sem imela grozne, mislim, stranske učinke. Obsevanje sem pa šla, koliko sem hodila na kontrole, ne? Kar so mi obsevali, tu mi še danes kontrolirajo. Tako da jaz še vedno hodim, drugo leto bo 40 let. In
Jaz sem enkrat šla na ultrazvok. Obsevali so ti pa glavo, Glavo djala, pa pljuča, prsni koš do pasu. In enkrat sem šla na ultrazvok srca in pravim tem zdravnici, joj, gospa zdravnica, pa jaz moram tule hoditi, zdaj pa že na 15 let od tega, ne, pa moram še kar hoditi. Ko me je tako grdo pogledala. Res, reka, gospa, a se vi ne zavedate, da obsevanje začne puščati svoje posledice po 20-30 letih? In jih je, ne? Točno 30. Pri tebi. Koliko? 30. Točno 30 let. ja. Ko si že mislila, da si pa šla Ja. in nisi, ne? In Nisem. kako se je pa to začelo? To Kdaj je bilo to? je bilo pa 2017. Ta prvič je A ja. bilo 87, ta drugič pa 2017. Sem pa tudi na kontrolo šla in so mi vedno spremljali dojke zaradi obsevanja, pa ker imamo v družini po mamični strani, so vse sestre imela in mami je tudi pol imela in so mi spremljali. In vedno je bilo v redu, nekaj zatrdlinca, ampak se ni spreminjalo. Ne? A si to tudi že se kje sama otipala? Ne, nikoli, nikoli. sploh ne. Nikoli nisem. In tudi vedno je bilo vse v redu. No, in tudi nazadnje, ko sem šla, pač tam magnetno resonanco naredijo, pa dobim pošto, da moram še na ultrazvok, pa je bilo tudi to normalno, ker ponavadi je bil še ultrazvok, če se je kaj premaknilo ali pa kaj slučajno zrastel. Ampak se mi je že čudno zdelo, ko sem prišla na ultrazvok, da sem imela debelo iglno punkcijo. Ponavadi je bila ena taka tenka iglica, ne? To je bilo pa zdaj nekaj čist drugače, pa nekaj pritiskajo fajn, pa poč, pa ne se ustrašiti. Pa izvida, ker dolg ni bilo, no, ker en čas. Pa malo pozabiš, pa tako, pa grem enkrat v nabiralnik. Je bilo pa grozno, ne, to je pa druga faza. Veliko bolj sem trpela te prvič, bom rekla, grozno, veliko bolj. Ampak te drugič, ne, ko sem odprla pa prebrala, sem bila v dvigalu, sem se kar malo usedla, se pa prvo vprašaš, a je še te prav cajt. Ne, 2 otroka sta, a bom je še živela, a bo ta otroka imela mamo. To je bila prva stvar, ne, in sploh nisem upala v stanovanje, ne. Čakali so me, pa moj Roman je skuhal mučkalico, nikoli nam pozabila, in so me čakali, da pridem v službo, da bomo pojedli. Joj, pridem jaz noter, veš, da vsa solzna s tistem listom. Je Roman takoj partner, ne? Ja, Roman gleda pred, se je vedel, ne, koliko je ura. Mija je bila 10 let stara, gleda, mami, ko je, ne. Maj mi je pa tist list vzame, gleda, je tudi v solzen bil, ne, to. On je bil pa star takrat? 17. In je grozno bilo, no, grozno, nekako smo, če se bo, ne, ampak res te je strah. Ti je bil pa rak na dojki, ne? Rak na levi dojki je bil, ja. Tako da sem tudi kar hitro pol dobila, da moram, do doktor Snoja sem šla. In je tudi kar lepo mi takrat povedal, no sicer dobro, da je bil Roman z mano, ker jaz sploh nisem registrirala, tu nič mi ni bilo jasno, ne. In je lepo rekel, na levi dojki imamo karcinomček, takrat je bil 1,5 centimetra. Je rekel, levo bomo odstranili, desno bomo pa preventivno. Se strinjate? In jaz gledam, zakaj, zdaj nič mi ni bilo, res sem bila v šoku. Pravim, zakaj desno, zakaj pa desno, ne? Rekel, desna je bila isto obsevana kot leva. Se pravi, da se vidimo čez 2-3 leta. Aha. Ja. Tako da danes, hvala Bogu, da so pač obe šle. Desna preventivno potem, ne? Ja, da smo, tu so kar naenkrat vse naredili. Obe odstranili, ekspanderji dali noter. Kaj je to? Tu so take vrečke, ko... Nadomestne? Ja, prazne. Rekonstrukcija? Ja, ni še rekonstrukcija. Tu so ekspanderji, so vrečkice, ko ti dajo noter in ti potem s tekočino polnijo, da ti raztegujejo kožo. To se pravi, dojko odstranijo, Ja. kožo pa pstijo. Ja, meni so pustili in kožo in ja, jaz sem si tudi predstavljala, da to kar vse odrežejo, ne, to bo luknja, sem nekaj grozno. Sem se takole prvič pogledala do vsega, se ne upam, pa prav sestra, kaj poglejte. Pa gledam, no, in bradavice so mi ostale in vse so tu lepo naredili, nimam kaj reči. Ja. No, se to je dobro, da se pove, ne, ker ja, res. Ja, ne. Ki je zdaj pred tem, mogoče si misli, da je to... Da je tu kar luknja, da tu bo kar, ne, pa včasih je bilo drugače. Nekje kožo vzamejo, ker koža ni rakova, ne? Ne.
In nisem, takrat sem glih shujšala to toliko, tako da nisem svojega tkiva imela dost, no. Sem bila presuhcana. Drugače dajo pa lastno tkivo, ponavadi iz bočnika, ne? Iz trebuha, iz trebuha. Ja. In tu dajo pa to, si rekla prej, kako? Expander, da se napolni. Vrečkice hodiš vsaka 14 dni ali pa 3 tedne, da ti polnijo, ne? In da poljk je tu dost polno, pa greš pa spet na operacijo, pa ti dajo silikone. Aha, namesto tistega Expanderje dajo ven, ne, pa imaš pa pač te silikone. S tem, da sem pa... To, kar si nekatere dajo, ne, za povečati, ne, ali pa za lepše, pa še kam drugam si dajo, ne. Ja, jaz ne bi priporočala, no, to ni to. To je, če je sam to drugače. Bolezen, ne. Ja, ne bi to jaz res priporočala nobenem, ker tu je tujko tep, tu ne moreš... Čeprav nekatere se pa tudi odločijo, da pač bodo brez, ne? Ja, to pa tudi verjamem, ja, to pa je... Odločitev vsakega posameznika, ne? Tako, res je. In ti si se prav odločila, ne? Jaz sem kačem, sej, hvala Bogu, sam da živimo, se pravimo, vse bomo naredili, sam ne bomo živeli, ne? In tu je bila potem samo kirurška odstranitev? Ja, bila je bila potrebna še kemoterapija, kakšno obsevanje? Ne, jaz mislim, da kakor je meni moja ta zdravnica zdaj, ko imam od prve bolezni, je razložila, da jaz sem dobila tako dozo, da tudi ne bi smela več ne kemoterapije, ne obsevanje. In kaj bi za te obstajalo, kakšno verjetno bi hormonsko? Hormonsko sem tako imela. A to si pa imela? Pa tudi to ni čisto nedolžno, ne? Pa ne vem, jaz sem imela Nolvadex, ko pravijo, da najmanj škoduje, ko s tem, no. Poznam prijateljico, ki je šla tudi skozi podoben rak, zelo uspešna športnica nekoč, pa pravi, da pa zdaj mišice malce dajejo potem, ne? Verjamem, ja. Ampak so jo pa vprašali, če bo imela še otroke. Rekla, ne, no, pa gremo v te hormonsko. To tudi ni čisto nedolžno, ne? Ma ni, ne, seveda ni, sej, če greš brat stranske učinke, ne. Ampak bolj, da ne, ne? Ne, boljš, da ne. To vse jaz pravim, zdravniki vejo, no. Za nalašči nekaj nadajo, ne? Ja. Dajo ti za to, da te pozdravijo. Seveda, pa ni to... Mimo grede, si ti, recimo Tadeja Brankovič je meni dejala, tudi sama onkološka bolnica, ko je dobila tisto brošurico, ne, stranske učinke kemoterapije, pa vse, kaj kemoterapija povzroči, ni nikoli prebrala, je rekla. Ne, tudi jaz nisem, jaz se pravim, jaz sem šla še zdaj malo pogooglati, da bom znala kaj povedati. Ne vem, jaz če sem bila zdrava, nikoli, jaz verjamem zdravnikom, šolan so, prakso, to je njim rutina, oni znajo res in še danes, kako so bili pred, bom rekla, 39 letom srčni, so še zdaj. Res, to kapo dol vsem. Koliko časa je potem to se trajalo, ta drugi rak, da je potem pokazalo, da je ok? Da je ok. Jaz prvič sem imela, mislim, novembra sem imela, malo pred rojstnim dnevom, sem imela dojke odstranjene. Pol so mi, pa ker je bila pač na levi strani varovalna bezgavka pozitivna, so mi decembra še bezgavke na levi strani pobrali. Poli čez 2 leta, 1 let pa pol, no, so mi dali pa silikone. Se pravi, 2 let slabo je trajalo. 2 let je trajalo. Ti je pripadalo kaj v zdravilišču? Ja, sem bila v Dobrni. V Dobrni? Ponavadi za dojke v Dobrni? Pa ne vem, niti nisem tuhtala, kam bi šla, Dobrna, so rekli, pa se je bilo. Si bila zadovoljna? Ti to še pripada? Ne vem, nisem nikoli šla, ne. Nikoli? Ne. Imaš si pa zdaj pravno tako podvržena že iz prvotnega raka in za tega drugega rednim... Redne preglede. Za prvotnega imam zdaj prvič na 2 leta, do zdaj sem imela na leto pa pol, tole imam pa na pol leta, te drugič, ja. In to pa tudi podrazno ne pomisliš, da ne bi šla, ne? Ne. In kdo je bolj znerviran teden prej, pa potem teden kasneje, partner, otroci ali ti? Jaz mislim, da najbolj otroka. Otroka, ja, najbolj. Pa sej sem jedna. V redu. Pošta pa pride, kako? Pride, ampak sej spet, veš kako, tu, ne vem, jaz pravim, fajn je kar malo se odklopiti, malo pozabiti, pozitivn biti, bo, pa bo, ne? Pa bo. Mora biti. Zdaj, kdaj si se ti vključila v to skupino? Vem, da imaš že kar dolgo brado. Ja, ampak nisem se, meni je Lidija povabila,
Po tem drugem Po raku. tem drugem raku, ja. Se pravi, tam 18-19 sem mogla priti. In kaj ti pomeni, kaj bi svetovala tistim, ki nas mogoče spremljajo, pa so iz tega konca zasavskega, širšega zasavskega okolja, pa mogoče se še niso vključili, zakaj je dobro? Ma dobro je, ker si res lahko izmenjamo. No. Ogromno stvari, saj veš, vsak človek je drugačen, ne. Vsako telo drugače sprejme. Vsak rak je drugačen. Tako, ne? vse je drugače. Vsako zdravljenje je drugačno. Ne? Sploh danes, ko gre tako naprej vse, da jaz včasih gledam, koga vse naredijo, pa rečemo od 2017 do zdaj, ko gre to hitro naprej. Ne. To je meni veliko. Največ pa meni pomenijo te ženske tle. To so. Tudi moški so, ne? Ja, tudi ampak so. Jih je manj, Zdaj imamo enega, imamo na nov, ja. Ne, res, tu je ena taka pozitiva. Tu so ženske, ko jih ne bo slišal jamrati, ko ne bo nikoli zajamrala ena, ko so srčne, ko te vidijo, ko te objamejo, ko se ne smejiš, jaz jih imam res vse toliko rada. Pa smo, bom rekla, od profesoric do čistilk, do natakaric, kuharjev, tu smo različni ljudje, ampak tele noč smo s podobnimi zgodbami. Vse smo enake tukaj noter, in so res srčne, pomagati. Tako da vabljeni, ne? Vabljeni vsi, moški in ženske, moški, ženske, ki imajo to izkušnjo borbo z rakom. To je sama pozitiva, res. Če ne drugega, ne pridejo 15. septembra, med drugo pa 20 uro na Rudarja, kjer se bo dogajalo, kjer boste imeli, no, sem tudi jaz član, stojnico, jaz bom takrat pač drugo delo, ne, bom malo tekel. Tako da se ti zdi prav, da se o tem tudi v javnosti veliko govori, ne? Zelo prav, zelo, to je ogromno. Te denarja nimamo za plakate, ne? Ja. Za kakšno oddajo pa? Ne, to pa le, hvala Bogu, da je tako in prav, da se hodi okrog, da se res gre, tako ko so verjetno že povedali, ta roza oktober sploh ne, da se hodi vse posod. Od šol do, jaz mislim, da veliko to pomeni. Tudi nekdo, ki pride do tega, saj mali že ven. Zakaj pa meniš, to je pa tako splošno vprašanje, da dejala si, da je več žensk, oziroma ste skoraj v čisti večini, zakaj moški nekako, ne vem, imamo mi neke zadržke, da se o tem ne pogovarjamo? Ne vem, jaz bi rada videla, da še kjer pride, da se sprejme. Pa je dobro, če daš ven, ne? Jaz mislim, da je. Če se kaj zatipaš, ne, pa se rečeš, joj, ne, pa kaj vprašaš koga. Fajn je, da, sicer jaz sem človek, ko bom rekla malo jokam, pa malo kažem slabe volje, pa malo, jaz sem pozitiven človek. Bom rekla, veliko se smejim, meni je to ogromno. Rada človeka objamem. Pride pa včas, prav je žuta minuta, ne. Ko si v slabi koži. Ja, ko pride, pa greš v WC, pa se sprazneš, pa prideš ven nasmejan, ne. Moraš dati ven. Moraš, v celi tej skupini nekdo se bo najdu, ko ti bo sedel. Ko ga lahko pokličeš ob 2 po noč, ne. Tako. Jaz vem, da Lidija je že takšna, da je dobiš na telefon kadarkoli, ne. Jaz se ponovadi pokličem, ko kaj dela, ne. Ja, vse so nasploh punce, res to je. Tu je veliko, da se takole podružimo, da si povemo, saj pravim. Tudi, če kaj na nov pride, se tudi pojokamo. Ampak enostavno, ko sliš, ker nova oseba, bom rekla, ženska, lahko je moški, marsikjer je slabi. Jaz vedno pravim, grozen sem imela težko, 4. stadij prvič, drugič tole. Ampak zmeraj sem se rekla, še vedno so ljudje, ko so slabi. Ko imajo težje. Ko vidiš na onkološkem, rečemo te prvič, ko sem videla punčko takolo mehno. Pa jo gledamo z mami po tistih preiskavih, kakor je bila, je hodila z mano, punčka se ne smeji. Ne, zakaj? Ona je že par let v bolnici. Ko je otrok kriv, ne? Jaz se nisem smejala par mesecev. Moja mama je bila najbolj srečna, ko je prišla v bolnico in sem se jaz nasmejala. Nekaj smo se smejali s tem puncam in me gleda. Sanja se je nasmejala. Dober znak. Ja. S tem rečemo, tu sem še hotela pa povedati od prvič, po prvi kemoterapiji, ta dolgi, smo bile 3 v sobi, prišla moja mami na obisk. Drug dan, ko sem že po tistem, ko sem visela na glav, pa so mi že dali posteljo normalno.
Moja mama je šla mimo mene. Ne, res. In je pa, mami, kam greš, ne? Ko se je ona obrnila, kako je bilo njej, se spomnim res. Ker sem bila enostavno takole, ne? Veš, že si napiken, če si cel dan pa celo noč obrjen na glavo, ne? Tukaj je bilo hudo. Saka, mami, se nič hudega, ne? Sam sem mislila, ma nisi videla, ne? Jože, smarička, se pravim, pol je bila pa res, je bila, skus so bili vsi, no. Kadarkoli je jemo, kjer čas je prlet. In tu so tudi sestre vedle, tu so videle te moje prijatelje. Jaz sem bila v Sloveniji, ne, meni so leži prišli kukarske drgije. Ja, seveda. In tudi starši, strici, tete, ko so hodili. Mi tri, ko smo bili skupaj v sobi, rečemo, moja mami, ki je prišla, ona je prinesla za vse tri za jesti. Ta Emerša, ko je bila stric, njen je bil tle v Sloveniji, v Ljubljani so bili, in je prišla bi kera burek. Ja, veš, da smo burek, vse bomo burek. Tu so bile take stvari res, ko tukaj so ti pomenile, tukaj so bili tu ljudje srčni, čustven. Tako da, Sanja, če je kdo v podobni koži, kot si bila ti takrat, ali pa podobni, obiskujte takšnega bolnika, ne, čim več. Ja, res. Ni pa dobro, pa pametno biti preveč pameten. Ne, pa tudi ne. Nasveti, sej bo, pa sej te bojo. Ja, ne, ali pa poslušati, objeti. Poslušati pa objeti, tako. To je to, ne? Ja, jaz sem sam edino, kar me moti, že pa je začel, joj, Sanja, pa se fajn zgledaš, ne? Ja. Tako da pol na koncu sem že takole, kjer ga pogledala, sem kaj, prej nisem fajn zgledala, kakor tukaj zgledamo vsi, ne? Ampak vse ljudje ne vejo, ne? Hočejo ti dobro, ampak včasih ti imaš dost, ne? Pa tisto, ko nič ne vemo, pa rečemo, vse bo, ne? Ja, vse bo, seveda bo, vse mora biti pravno, ne? Je pa res en objemček, en smeh, več vreden. Pa poslušati, ne? Tako. Pa mogoče ki poklimati. Poslušati, tako, pa pol, kako reči. Pametni smo lahko pa potem, ne? Ja, tako, pol lahko vsak. Sanja, hvala ti, da si zaupala to zgodbo. Hvala tebi za povabilo. Vsem nam, ne? Ja, jaz se bom pa potrudil, da najde gledalce. Hvala ti. Hvala tudi tebi, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost. Zagotovo bomo še kdaj z vami. Srečno.